Lep pozdrav tudi od mene. Moram priznati, da danes vse to, kar sem osebno slišala, se je moje duše zelo dotaknilo. Sočustvujem z študentom Mihaelom. Zelo sočustvujem. Tudi z našim Nedžadom in z vsemi ostalimi ljudmi, ki bijete tisto bitko, ki se reče, da bi živeli srečno, zdravo in kvalitetno življenje tukaj zdaj na tej zemlji. Sočustvujem in verjamem, da imamo v sebi tisto seme, Božje seme, ki mora vzkliti v tisto drevo življenja, da bomo 100% imuni za vse izzive tega sveta. Verjamem v to, 100%. Tako kot športniki trenira mišice in je vedno iz dneva v dan vedno boljši v svojih aktivnostih, tako tudi mi, če treniramo to Božjo voljo, če treniramo blagoslavljanje, če treniramo brezpogojno ljubezen, če treniramo odpuščanje, če se zavzemamo za resnico, če se zavzemamo za zdravje, za kvaliteto življenja, potem bomo zaščiteni. Bomo 100% zaščiteni zaradi nas samih, ker smo se mi tako odločili. Nedžad se bori že veliko let. Močnejši je kot vsi ti izzivi okrog njega. Zakaj? Ker imamo v sebi imunski sistem, ki nas varuje, očiščuje, ozdravlja, pomaga, da lahko v ekstremnih okoliščinah preživimo. In vsi tisti, ki smo se odločili za življenje, ki smo se odločili za radost, ki smo se odločili, da bomo živeli kvalitetno življenje tukaj zdaj, imamo okrog sebe nevidni ščit, imunski sistem je močan in od nas se odbijajo vsi ti negativni vplivi okolja. Vendar je pomembno, da nismo v stresu. Pomembno je, da imamo dovolj spanja. Pomembno je, da živimo zdravo življenje, da gojimo lepe medsebojne odnose, da pijemo dovolj vode in to res čisto vodo, kot nam je danes Stojan še posebej razložil, zakaj je pomembno, da pijemo čisto vodo. Da smo v okolju, ki je pozitivno, da se družimo z ljudmi, ki so dobronamerni in da gojimo sami do sebe spoštovanje, ljubezen in da delamo tisto, kar je za nas osebno, resnično, blagodejno, ozdravljajoče. To naše srečanje, ki ga imamo vsako soboto, je zelo pomembno za vse nas, člane Društva za srečno življenje Beliz. Zakaj? Zato, ker sta dva ali trije v imenu resnice, v imenu ljubezni, v imenu zdravja, v imenu radosti, se to povečuje. In zato je tako pomembno, da nas resnično poslušate, da ste aktivni pri tem poslušanju, da širite to resnico, da živite to resnico, da ne nasedate tem izzivom okrog vas, ali preko televizije, ali preko ljudi, in da živite življenje v skladu z naravnimi zakoni, z matematično logiko
in z brezpogojno ljubeznijo. In iskrena hvala, da ste z nami. Čeprav nas je na en način še malo, nas je že dovolj. Dovolj nas je. Prebijamo zvočni zid žalosti, prebijamo zvočni zid teme, prebijamo neznanje. Z resnico zmagujemo. Zmagujemo. Zakaj? Ker vztrajamo vsak teden z vami. Tukaj smo za vas, za nas, za skupno dobro, za novo Slovenijo, za tisto radostno Slovenijo, za zdravje, za življenje, za resnico. Tukaj smo. In iskrena hvala, da ste z nami. Ne glede na to, kaj se je okrog nas to leto dogajalo, ne glede na številne sodbe, laži, nagajanja, tudi prisluškovanja, tudi vdora v naše društvo, nezakoniti vdor je bil. Meni in možu so vzeli 2 računalnika, 3 telefone. In vendar to ni razlog, da sva odnehala. In ne bova odnehala. In tudi vi ne boste odnehali. Zakaj? Zato, ker je življenje življenje. In nihče ga ne more ubiti, nihče, če mi tega ne dovolimo. Če smo se mi odločili za življenje, za radost, če smo se mi odločili za resnico, če smo se mi odločili za brezpogojno ljubezen, če smo se mi odločili za življenje, za zdravje, za lepe medsebojne odnose, kdo nam to lahko vzame? Nihče, prav nihče. Ne stiske, ne preganjanja, ne laži, ne sodbe, ne finančna pomanjkanja, ne kraje. Nihče nam tega ne more vzeti, razen če mi sami tega ne darujemo. Da obupamo, da ne vztrajamo. In iskrena srčna hvala vsem vam, ki vztrajate v Društvu za srečno življenje Belis. Ker to društvo ne vodim ne jaz, ne Mihajl, ampak ga vodi ljubezen iz neba, ta naš stvarnik z vso svojo ljubeznijo nas podpira na vsakem koraku, če ga le prosimo, če smo ponižni pred njim, če smo pripravljeni slišati. Včasih me kdo vpraša, kako pa naj se bolj povežem z stvarnikom. Kako? Zelo preprosto. Ko pokličete svojega prijatelja, prijateljico, vi veste, katera je njegova telefonska številka. Morate zavrteti pravo telefonsko številko, da se vam oglasi. Se strinjate z menoj? In če napačno številko zavrtite, se vam nekdo drugi oglasi. Zelo preprosto. Koga bomo poslušali? Komu bomo verjeli? Bomo poklicali vlado za nasvete? Bomo poklicali v narekovaju prijatelje, ki imajo še večje stiske in izzive kot mi osebno? Koga bomo poklicali, ko bojo izzivi še večji? Katera je ta telefonska številka, na katero se bomo obrnili po pomoč? Vprašajte sebe sedaj. Koga? Če boste poklicali Mihajla, vam ne bo mogel odgovoriti, ker ima mogoče še 10 drugih telefonov. Če boste poklicali mene, mogoče kuham, mogoče molam in mogoče ne bom imela telefona priklopljenega, da me ne bombardirajo negativni frekvenčni signali. Koga boste poklicali, ko boste vi osebno v situaciji, ko boste rabili pomoč? Koga? Mamo? Očeta? Goloba. Astrologe? Vedeževalce? Koga boste poklicali? Komu boste verjeli? Kaj je za vas rešitev?
kaj je za vas tisto, ki bo vam osebno pomagalo. Če greste v kopalnico se tuširati, morate pipo odpreti. Če telefonirate prijatelju, morate telefonsko številko zavrteti. Če pa želite zaščito, pomoč za sebe, za svojo dušo, za svoje telo, za svoje misli, pa morate biti povezani z brezpogojno ljubeznijo, z virom življenja, ki je za vse nas zastonjski dar dobesedno iz neba. Osebno ga boste občutili, ko boste odprti za ta vir življenja, za to vodo življenja. Ker prinaša olajšanje, prinaša mir, prinaša radost, prinaša tisto zdravje, ki ga nobena zemeljska tehnika ne more ponuditi. Ker smo Božji otroci, popolni in v sebi imamo to seme popolnosti. Kot je treba rožo zalivati, je potrebno tudi to seme zalivati z vero, z resnico, z ljubeznijo, biti odprti za življenje, biti odprti za radost, biti odprti za tisto, kar je res pomembno za vse nas. Druženje z istomislečimi ljudmi, z dobronamernimi ljudmi, z ljudmi, ki vam želijo vse najboljše, je tisto, kar vam bo tudi pomagalo, da boste se počutili veliko, veliko bolj varno. Ne boste imeli strahu, ne boste imeli stiske v sebi, ne boste imeli dvomov, ne boste verjeli temu svetu in sistemu. In glede na to, da imamo jutri piknik, prvi beli piknik 12. junija od 9. do 19. ure v Gibi Šport centru v Savlah, vas srčno spodbujam, da se nam pridružite. Zakaj? Zato, ker skupaj bomo še močnejši. Ker če vsaka lučka posebej sveti, po Sloveniji ni take spremembe v okolici, kot če je ena močna luč, ki bo zasvetila za vse nas v Sloveniji. In jutri bo poseben dan. To čutim. Dan, ko je zelo pomembno, da smo vsi skupaj. Brezplačno ste povabljeni. Nimate nobenih obveznosti, ne finančnih, nikakršnih. Samo skupaj bomo ustvarili tisto zaščito za vse nas, za društvo Belis in tudi za vse dobronamerne ljudi, ki so v tem trenutku mogoče še v nevednosti, ne vejo kje, kako, ker so še prestrašeni. Srčno vas vabim, da se nam pridružite. info@elis-center.com napišite, da boste prišli. Napišite tudi, če želite vegi kosilo. Lahko s seboj prinesete sendviče, sadje, nekaj športnih rekvizitov. Ne pozabite na senčnik, ne pozabite tudi na kakšno blazino, da boste po kosilu počivali in se naužili sreče, radosti in miru sami s seboj. Imeli bomo čudovite predstavitve naših članov. Veliko bo dobrega programa, veliko lepih trenutkov. Ne zamudite jih. Bodite z nami. Pridite točno med 8:30 in 9:30 uro, ker imamo na žalost jutri v Ljubljani tudi kolesarski maraton in bo kar veliko cest zaprtih za več ur,
da ne boste imeli zaprte ceste do nas. Zato je pomembna točnost. Do 9. ure pridite. Pridite. Da bomo skupaj naredili tisto močno zaščito za društvo Belis. Tisto močno zaščito, ki nam bo pomagala, da bomo resnično popeljali Slovenijo v resnično srečno, radostno deželo z srečnimi ljudmi in ne s tistimi, ki so polni strahu in polni dvomov, polni sodbe, polni nemira, žalosti in strahov. Ko smo radostni, se nam imunski sistem ozdravlja. Ko smo srečni, se v bistvu zdravimo. Ko smo v dvomu, v strahu, odpiramo vrata za številne bolezni. Zato, če imate v srcu, v duši, komorkoli še za odpustiti, če vas je česarkoli strah, odpustite, blagoslovite in boste videli, kako bo vaša duša zacvetela, zasijala v radosti in v miru. Danes, ko sem prihajala v naš center, je na Kongresnem trgu bilo ogromno mladih ljudi, mavričnih ljudi bi lahko rekla. In ker rada pogledam, kaj se dogaja, sem vprašala, kakšno srečanje pa imate tukaj? In dobila sem odgovor. Mi smo tisti, ki se zavzemamo za enakopravnost pred vlado, pred sistemom in bomo sodelovali pri paradi ponosa, ki se je danes odvijala ob 18. uri v Ljubljani. Lahko vam priznam, da vsi ti mladi ljudje, ki so bili na Kongresnem trgu, nekateri na travah, na travniku, nekateri so bili ob stojnicah, neverjetno so bili sproščeni, radostni. In nekaj intervjujev sem naredila z njimi in jih tudi povprašala, kaj je tisto, zaradi česar so se odločili, da so prišli na Kongresni trg. In odgovor je bil pri vseh enak. Želimo, da nam pustijo svobodno voljo. Da delamo, da čutimo, kar čutimo. In da smo enakopravni pred ostalimi ljudmi. Vsak izmed nas ima svoje izzive. Vsak izmed nas mora še komu odpustiti. Mogoče mami, mogoče očetu, mogoče bratu, mogoče vladi, mogoče policajem, mogoče davčni upravi. In zakaj bi zaradi zamer do mame ali do očeta ali do sorodnikov ali do vlade ali do sistema izgubili svojo popolno radost, izgubili tega notranjega otroka, Belis otroka, ki ima mir z vsemi ljudmi. Le zakaj? Zakaj bi imeli mogoče radi samo, kot bi temu rekli, samo ženski spol ali samo moški spol? Ali zakaj bi si dovolili, da smo izven božjih zakonov? Zakaj? Če imamo možnost, če imamo pot, če imamo ta dar, ki ga nosimo v sebi, da lahko vsem vse odpustimo, tudi sami sebi, se odločimo za radost in postanemo popolni tukaj zdaj, tudi v telesu. Jaz osebno ne obsojam teh ljudi, niti pikice ne. Globoko sočustvujem z njimi in želim si, da bi dokončali svojo pot, da bi se osvobodili vseh zamer, vseh sodb, ker to
da so si naredili parado ponosa, ne pomeni, da so oni ozdravljeni. Samo na en način so oni povedali svetu, da se ne sramujejo svojih ran in bolečin in zmot in da imajo pravico biti to, kar so. In da ko bodo to premagali v sebi, bodo lahko stopili en korak naprej. Ko sem zapuščala Kongresni trg, sem slikala eno lepo družino, mamica in očka, ki sta se s svojo hčerko igrala. In toplo mi je bilo pri srcu, ker sem videla, da obstajajo tudi srečne družine, da obstaja tista ljubezen med možem in ženo, med moškim in žensko, ki rojeva srečne in zdrave otroke. In ko sem jih prosila, če jih lahko slikam, so mi dovolili. In velik kontrast je bil, ko sem gledala to družino in ko sem gledala te številne mlade ljudi, ki so bili za mene malo drugačni, kot sem jaz osebno navajena, ker sem pač prvič bila v taki sredini, sem videla, da moramo tudi za te ljudi imeti sočutje, brezpogojno ljubezen, radost, ker ne vemo, kaj se v njihovih dušah skriva, kakšne rane nosijo iz otroštva, kakšne misli so imele mame, ko so te otroke nosile, ne vemo. Zato jih moramo podpreti, sočustvovati z njimi in ponuditi tisto dostojanstvo in spoštovanje in ljubezen, ki jo na številnih dogodkih žal ne dobijo in so si naredili to parado ponosa. Dragi člani društva Belis, Božja volja je, da smo srečni, da imamo mir sami s sabo in z vsemi ljudmi, da nosimo to luč in to ljubezen, da imamo mir z vsakim človekom na tem svetu, ne glede na kateri stopnji svojega razvoja ali ozaveščenosti je, da imamo spoštovanje drug do drugega in da si ponujamo tisto podporo, ki jo rabimo. Vsak ima svoje teste, svoje križe, kot bi temu rekli, in vsak za sebe ve, komu še mora odpustiti, koga mora še blagosloviti, kaj mora še narediti, da bo njegova duša pela pesem radosti. In tukaj smo v Društvu za srečno življenje, da vam z našimi številnimi najrazličnejšimi predavanji pokažemo, da smo si res različni in istočasno smo vsi na tej poti, da bomo radostni, srečni, zdravi otroci z močnim imunskim sistemom, da ne bomo sodniki, ne tožniki, ne sebe, ne bližnjih. In veselim se jutrišnjega dneva, srčno vabljeni in bom imela še tretji del za jačanje imunskega sistema. Obljubila sem vam eno brošurico, žal ji še nisem imela možnosti dokončati, ampak obljubo bom izpolnila in tisti, ki si boste želeli, jo boste tudi lahko dobili. To je danes od mene in iskrena hvala za vašo pozornost in hvala, ker boste z nami jutri na pikniku ali pa saj na naslednjem Zoomu, ki ga Mihajl res pripravlja z ljubeznijo za nas vse, da bo Društvo za srečno življenje Belis še bolj zasijalo v slovenski družbi in da nas bo vedno več in več. Hvala lepa za pozornost.